modelna paleta je danes skoraj neprepoznavna, če jo primerjam s tistimi pred samo 5 leti. Ogromno je električnih modelov in nekaj nekdaj klasičnih modelov se je dejansko spremenilo v samo še električna. Recimo Scenic, ki je bil vrsta let izjemno priljubljen med družinami, ki so želele velik in prostoren avto. No, saj je še vedno zelo prostoren, ampak je na voljo v samo električni različici. Zato boste klasični vozniki morali izbirati med modeli kot so Rafale, Symbiose ali Austral, če boste želeli, da pod pokrovom brbota bencinski stroj. To pomeni, da je paleta zdaj še bistveno bolj bogata ali pa po drugi strani omejena, če ste se zapičili ravno v Scenic in bi ga želeli s klasičnim pogonom. Ampak brez panike in nespodobnih sporočil, tudi v električni obliki je to zanimiv avto. Takšen z dolgim nazivom Renault Scenic E-Tech Electric 220 Long Range Esprit Alpine in z bogato opremo še posebej. Najbrž pa bo njegov najbolj odbijajoč faktor prav njegova cena. Ampak gremo lepo po vrsti. Izgleda res dobro. Se mi zdi, da mu te ostre linije res ustrezajo in na pogled deluje že skoraj futuristično. Pa še ta siva mat barva mu res paše. Dolg je okrog 4,5 metra in to ni več klasičen enoprostornik, ampak modern križanec. 5 vas bo v kabini imelo veliko prostora in prtljažnik pogoltne 545 litrov. K temu dodajmo še 38 litrov odlagališč v notranjosti, tako da družinska namembnost v tem primeru res ne bo trpela. Tudi notranjost moram pohvaliti. V zadnjih letih so konkretno prečistili tale vmesnik, zdaj res vse lepo in pregledno ter priročno. Sistem deluje hitro in brez zatikanja, ker je povezan s spletom, pa omogoča veliko Googlovih storitev. Ergonomiji pa zamerim samo te 3 ročice ob volanu, ker je gneča prevelika in potem vedno prestavljam menjalnik, ko hočemo klopiti brisalnike. Ampak tudi tega se boste navadili. Enkrat. Armaturna plošča je kar prijetna in uporabna. Tule imam stikalo za izklop sistemov, ki me najbolj motijo, dovolj je le dvokratni pritisk, sami pa lahko potem v meniju določite, kateri so tisti sistemi, ki vam gredo najbolj na jetra. Zelo uporabno. Tudi sedeže lahko pohvalim, oprema Alpine Esprit je seveda bogata, zato poleg izgleda in udobja ponujata še malo več bočnega oprijema. Čeprav Scenic zares ni niti malo športen. Običajna vožnja, kakršni je seveda tudi namenjen, je dovolj ok. Krmiljenje je sicer umetno lahkotno, ampak po drugi strani zato nenaporno in podvozje dokaj dobro blaži. Sicer se pozna, da je še vedno zaradi baterije malo težji in kakšno grbino prestreže bolj na trdo, je pa bolj udoben kot Rafale, ki smo ga nedavno imeli na testu. Ta panoramska streha mi je všeč. Sicer se mi zdi nepotrebna, ampak ji pa lahko menjam prosojnost, če tako želim, vam lahko ponudi veliko svetlobe, če boste tako želeli, ali pa vas zaščiti pred soncem, če boste tako želeli. Baterija in polnjenje. To je tisto, kar skeptikom običajno povzroča skrbi. Zdaj v mrzlem vremenu imam porabo okoli 24 kWh na 100 prevoženih kilometrov, večinoma govorimo o vožnji po avtocesti, sicer bi bila okrog 20. To pomeni, da s tako veliko baterijo, 87 kWh, zlahka prevozite 300 km v mrazu in na avtocesti, z mešano vožnjo poleti pa okoli 450. Scenic je sicer na voljo še z manjšo baterijo s 60 kWh, tam bo doseg seveda ustrezno manjši. Polnjenje na polnilnicah z enosmernim tokom bo šlo do moči 150 kW, kar je sicer ok, ni pa noben presežek. Pol ure in baterija bo do 80% polna, če bo šlo vse po maslu. Bolj hvalim 22 kW polnilnik za polnjenje na polnilnici z izmeničnim tokom. Renault je namreč eden redkih s tako močnim vgrajenim polnilnikom. No, Scenic 700 km daleč po novem ne more več. Če pa imate rešeno polnjenje, potem s tem ne bo nobenih problemov. In 160 kW motorne moči pomeni, da vedno pospešuje zelo suvereno, ni pa teh 220 konjičkov tako norih, da bi vas izstrelilo v vesolje. Ampak po vzoru tipičnih električnih vozil v tišini in lahkotno skrbi, da hitrost vedno zgledno narašča. Se pravim, samo še cena je tista, ki bo pri vas morda vzbudila dvom, še posebej s tako bogato opremo. Vem pa, da zato Scenic ne bo več tako široko priljubljen družinski avtomobil. Vsaj v tej električni generaciji ne, pa čeprav je ful zanimiva.